Slikarstvo Bojana Gorenca je že od samih začetkov njegovega ustvarjanja od konca 70-ih let usmerjeno oziroma utemeljeno na tistem polu znotraj sodobne likovne umetnosti, ki bi ga lahko označili kot konceptualni pol v nasprotju z ekspresivnostjo, ki je bila značilna za večino slikarskega ustvarjanja v Sloveniji v 80-ih letih prejšnjega stoletja, torej v času, ko je Bojan Gorenec zasnoval svoje slikarstvo na temeljitem preučevanju in dojemanju zasnov samih začetkov abstrakcije v delu Kazimira Maleviča in je v teh prelomnih, po mojem mnenju, ključnem opusu v slovenskem slikarstvu 80-ih let ustvarjal zelo subtilno, natančno in premišljeno meditacijo o pogledu, o očesu, o vračanju pogleda, ki ga slika nekako na svoj subtilen, prikrit način pošilja nazaj do gledalca. Torej, zasnove njegovega slikarstva so, kot rečeno, abstraktne in šele na začetku 90-ih let pride do tistega ključne transformacije, ko se iz abstrakcije, iz teh zelo skorajda povsem abstraktnih slik njegov pogled usmeri v preučevanje nekih preteklih vizualnih modelov, usmeri se v zgodovino likovne umetnosti, v zgodovino slikarstva, ko ustvarja slike, ki tematizirajo dela velikih renesančnih slikarjev, večinoma renesančnih umetnikov, ki so zasnovali svoje slikarska izhodišča seveda na povsem drugačnih izhodiščih. No, Bojan Gorenc je nekako vzpostavil nek dialog, ki ni nek omaž tem ustvarjalcem, temveč je nekakšna subtilna meditacija o možnostih nekega vizualnega nagovora gledalca s pomočjo uporabe te tradicije, zgodovine, vizualnih modelov, kakršne je razvila slikarstvo v Evropi od renesanse dalje. Trenutno stojimo v enem od zgornjih prostorov galerije. Kar bi pa lahko povedal o razstavi, je pa ta, da je imela pri moji odločitvi za izbiro eno posebno tematizacijo. Ta tematizacija se odraža v naslovu razstave. In sicer, da skozi prakso zadnjega časa nekako poskušam dati en vpogled v spremembe v sliki. Danes je slikarstvo zelo veliko, univerzalno mogoče in veliko individualnih praks. Mislim pa, da pri teh mojih slikah zadnjih let se pa bolj odražajo spremembe pri formaciji podobe. Jasno, da ostaja tako, da to ni več taka enovita podoba iz nekih drugih časov, ampak se jo sestavlja iz različnih delov, se jo lahko plasti. Malo sem namen prikazati, v bistvu, kako se na različne načine formirajo slike, zato imam primerke na razstavi iz določenih drugih prejšnjih obdobij, ki se točno določeno vidi, kako se je formirala slika, s kakšnim materialom se je delala in kakšno vsebino se je uporabljala. Če danes gremo na splet, pa prižgemo, imamo stotine slik in seveda je moglo slikarstvo na nek način zavzeti odnos do tega, do te množičnosti podob, predvsem teh medijskih podob in narediti razliko do tega. Današnja tehnologija slikarska pa omogoča, da lahko zakrili marsikaj počneš.
No, na tej razstavi je večina del iz novejšega opusa, torej del, ki so nastali v zadnjih 15 letih. In v tem času pa zopet pride do nekje na začetku, na začetku tega obdobja, torej pred dobrimi 15 leti, pride zopet do nekega preobrata, ko se njegovo slikarstvo nekako, po mojem mnenju, zopet zave sodobnosti, sodobne vizualne sfere, kot temu rečemo, za katero je značilna ta neizmerna nasičenost sodobne družbe z vizualnimi sporočili, s podobami, z najrazličnejšimi vizualnimi mediji. In v tej konstelaciji podob torej, je nekako Bojan Gorenec zasnoval to svojo novejšo, oziroma zadnje obdobje slikarskega ustvarjanja. No, v njem nekako tematizira prav to plastenje podob, nekakšno tekmovanje vseh teh podob, s katerimi smo se nenehno soočeni v naši eksistenci, za našo pozornost. Kot vemo, je prav sodobnost obdobje, o katerem govorimo, o nekem vizualnem obratu, o iconic turn ali image turn, torej o preobratu, ki se je zgodil nekako z to osredotočenostjo na vizualne informacije. Zdaj, za moje delo je značilno, da nima nekega konstantnega in stalnega sloga, ampak je slog podrejen vsebinam slikarstva. Vsebine slikarstva so pa dvojne. Eno je pripoved, eno je pa načini delanja in podobno, materiali in tako dalje. Zdaj, zato brez kakšnega velikega strahu, če se mi zdi potrebno, tvegam eksperimente in potem gremo in izprobam to. Zdaj, v Ekurni so bile slike po letu 12, ja, tako. In tam sem prvič odkril to, da lahko z sprintanjem bo A4 povečal, na nov način sestavim sliko in uporabim seveda te akrilne vložke, ki se nalagajo v slojih, da oblikujejo celovito podobo. Podobno, tako prehoden prikaz je bil v razstavi v Kostanjevici, ker Kostanjevici je pa, kot verjetno vsi vemo, tam je en tak ogromen enovit prostor. In tam sem poskušal pripeljati ene zadeve, ki so se dogajale v mali galeriji v Ljubljani. V srečanje z novimi, pa v srečanje z nekimi slikami, ki niso bile nekje razstavljene tudi. In nekako tako se ponavadi ob takih večjih povabilih zastaviš, da bi rad prikazal, da ljudje spoznajo, kaj počneš. Ne samo v istem času, je malo drugače, kot če delaš tako tekočo samostojno razstavo. Zdaj, rezultirale so pa stvari s tem, da sem začel, v razliko od Ekurne, sem začel uporabljati te printe vedno bolj in jih umeščal znotraj barve. Če si ogledate slike, so vse take zadeve so v bistvu umeščene v material noter, ki pa je hkrati tisti, ki ga gledamo. Se pravi, hkrati, če rečem tako, tudi estetski. Istočasno pa veže stvari skupaj in mi omogoča, da potem naslednje sloje gor dajem.
prepoznanja, ki so bila značilna za te slike, ki jih je kar koliko enih 10 sigurno, je ta, da je bil to v bistvu prehod iz modernističnega slikarstva v postmodernizem. Če malo razmislite, je tudi že igranje z okvirom in vse, to je že postmodernizem. Ne? To se tako naredi. Nenadoma ugotoviš, da ne delaš več tako, kot si prej, in potem moraš reči, kaj pa je zdaj, kaj se pa dogaja. Namreč zelo dobro je stvari pustiti, da se naredijo, ne pa jih poimenovati kar tako vnaprej. Najprej treba videti, kaj nastane. In nastajati je začel tole. Istočasno smo takrat tudi izdali posebno številko revije Problemi o podobi in o okviru. Tako da smo v bistvu tematizirali te stvari. To je bil obdobje pred letom 1990, se pravi približno takrat, ko se je naša država počasi delala, in to je bil zelo nemiren čas. Bali smo se vsake toliko časa, kaj se je zgodilo, in v tem razpoloženju so te slike nastajale. No, eno tako delo, ki ga imam jaz osebno zelo rad, je recimo ta slika, ki je nastala na način, da je v bistvu povzeta določena risba z neke reprodukcije. Ta reprodukcija, in to je bilo eno sicer krajše obdobje, ampak to obdobje je bilo dosti važno, ker me je spodbudil k raziskovanju novega. Gre pa za reprodukcijo slike Piera delle Francesche, se pravi tega renesančnega slikarja. Vendar ne bi rekel, da je to njegova slika, to je samo povzeto z reprodukcije preko paus papirja in potem obdelava, povečave in tako naprej. Stoji pa ravno nekako vmes med tistim, ko sem začel sestavljati svoje vsebine, pa ko sem nekaj časa uporabljal referenco neposredno, ven iz neke že znane umetnine. Tukaj je šlo za, se pravi, neko vmesno obdobje med tem nastajanjem nove ikonografije pa med prehodom iz v bistvu nečesa, kar sploh ni bilo ikonografija, ker precej let sem delal v bistvu slike brez podobe. Potem je pa postalo zanimivo raziskovati tudi podobo v tem okviru. V slikarstvu zadnjih 10 let Bojana Gorenca je verjetno ena poglavitnih značilnosti, da se nekako prepleta ta analiza ali pa nek pogled na vizualnost, na sfero vizualnosti, na številne podobe, s katerimi smo soočeni, z povsem osebnimi, z povsem eksistenčnimi razmisleki o kako se ta vizualnost nekako poveže z vsakdanjo eksistenco individuuma, v tem primeru seveda slikarja Bojana Gorenca. Z njegovimi zadnjimi slikami, ali pa s slikami iz zadnjih 10 let, je slikar zagotovo ustvaril opus, v katerem s pomočjo mreženja in pa palimpsestnosti slik ustvarja ta vtis neke individualne, eksistencialne soočenosti z vizualnostjo, z svetom podob, ki nekako naseljujejo nezavedni spomin naše sanje in seveda tudi naše predstave. V slikarstvu zadnjih 10-15 let Bojana Gorenca se tako uveljavi ta analiza vizualnosti s pomočjo neskončno bogatega vizualnega materiala, s katerim smo soočeni v našem vsakdanjem življenju. Značilno je, da v tem času Bojan Gorenc uporabil tudi številne podobe, na katere je naletel v množičnih medijih, bodisi v časopisu, bodisi drugod.
natisnjene podobe, množično reproducirane podobe in je s pomočjo teh fotografij ustvaril izjemno subtilne meditacije o individuumu v sodobnem času, o njegovem vizualnem spominu, o množici podob, s katerimi je nasičena naš osebni in pa kolektivni spomin naše družbe in pa seveda tudi o samih mehanizmih teh vizualnih strategij v sodobnem času. Lahko rečem, da so te slike slikovna telesa, ki so sestavljene iz različnih delov, se pravi, da obstajajo tudi paralele s človekom. Verjetno je dokaj pomembno to, da današnji človek, ki je v bistvu občutljivo bitje in tako naprej, da to vpliva na to, da uporabljam nekaj, kjer smo čim bliže koži, čim bliže dejanski telesnosti. In to je recimo tudi en tak vidik tega, kar zdaj počnem in kar ta dela hočejo govoriti. Svet je dokaj nenavaden, vsa ta globalizacija, pa veliko ljudi, pa vsega tega. Poskušam razumeti, v kakšni situaciji človek je. To je dosti važno.